Kandidatka za novo ministrico za pravosodje Andreja Katič je na zaslišanju pred parlamentarnim odborom za pravosodje. Med drugim je napovedala uresničitev odločbe Ustavnega sodišča glede sodniških plač, in sicer s posebnim zakonom, ki naj bi ga pod vodstvom predsednika vlade pripravili v prvi polovici tega leta. Podpora Katičevi ni vprašljiva, poroča Jolanda Lebar. Ne morem obljubljati čudežev, moj mandat je omejen, je članom odbora na začetku predstavitve dejala kandidatka za pravosodno ministrico Andreja Katič. O tem, kaj naj bi se dogajalo na Ministrstvu za pravosodje, vem zgolj iz medijev, je rekla. Zato računa, da ji bo predhodnica o predaji poslov izročila vsa podrobna poročila. In na podlagi tega bom potem sprejela tudi potrebne ukrepe. Lahko pa potrdim, tako kot sem že povedala v javnosti, da bom takoj preklicala vsa pooblastila. Ne zaradi tega, da ne bi zaupala nekaterim sodelavkam in sodelavcem, ampak predvsem zaradi tega, da vem, kakšna pooblastila imajo in predvsem tudi, da se lahko sama prepričam o njihovih znanjih in kompetencah za upravljanje najpomembnejših zadev. Kaj pa plače sodnikov? Kot je napovedala, pogovore o tem vodi predsednik vlade Robert Golob. Sama misli pri tem aktivno sodelovati. Ideja je, in pozdravljam to namero, da se uresničitev odločbe Ustavnega sodišča pelje skozi poseben zakon. Govorimo o neodvisni veji oblasti, o pravosodju kot takem, o pravosodnih funkcionarjih, pri tem pa opozarjam tudi na vsa ostala pogajanja, da pri tem ne smemo pozabiti podpornega osebja pri vseh pravosodnih deležnikih. Napovedala je še prenovo sodniške in tožilske zakonodaje, nov zakon za učinkovitejši odvzem ter hrambo in upravljanje z nezakonito pridobljenim premoženjem in še sprejem resolucije o strategiji boja proti korupciji. Med drugim je dejala, da si želi učinkovitega pravosodja, delovanje pravne države in napovedala nič o sodstvu brez sodstva. Danes do 13.